V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Predno začnemo z branjem zgodbe, bomo zmolili najprej kesanje, Oče naš in zdravo Marijo. Moj Bog, Žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas privedi v večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. daj nam danes naš vsakdanji kruh In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vsak človek bi rad bil srečen in danes prisluhnemo odlomku, kako je fant, ki je bil bogat, iskal srečo in vpraša Jezusa za nasvet. Nekdo je tekel za Jezusom po cesti, da bi ga dohitel. Ves zadihan je pokleknil pred njim rekoč: Učitelj, povej mi prosim, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Prišlek je na učenca naredil vtis. Njegova obleka in govor sta kazala na to, da je bogat in dobro vzgojen. Zapovedi poznaš, je odvrnil Jezus. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Vse to spolnjujem že od mladosti, mu je vneto odgovoril mladenič. Jezus ga je ljubeznivo pogledal. O njem je vse vedel. Bil je dober mladenič, ki je izpolnjeval Božjo postavo. Pozabil je le na prvo in najpomembnejšo zapoved. Ljubi Boga z vsem srcem, za vso dušo. Nekaj je bilo, kar je ljubil bolj kot Boga. Če želiš biti bogat v Božjih očeh, se moraš znebiti navezanosti na svoj denar, mu je rekel Jezus. Daj ga ubogim. Potem, ko si odstranil to oviro, hodi za menoj. Mladeniča so te besede potrle. Njegovo navdušenje je izginilo. Preveč je ljubil svoj denar, da bi se ločil od njega. Zavzdihnil je in se žalosten obrnil. Kako težko bodo prišli bogati v Božje kraljestvo, je rekel Jezus svojim učencem. Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogatin v Božje kraljestvo. Učenci so ostrmeli. Njim se je zdelo, da gre ljudem, ki imajo denar v življenju, bolj kot drugim. Kdo se potem more rešiti, če se bogatin ne more, so spraševali. Ne moremo se sami rešiti, le Bog je tisti, ki rešuje, je odgovoril Jezus. Bog zmore tisto, česar ljudje sami ne zmorejo. Pri Bogu je vse mogoče. Tako, slišali smo to zgodbo, ta dogodek, ki ga opisujejo vsi trije evangelisti, Matej, Marko in Luka. In zato je gotovo pomemben ta dogodek in mi se lahko ob njem nekaj naučimo. Recimo kaj? Kdo je bil ta, ki je prišel k Jezusu? Bil je bogat, verjetno mlad, sposoben in kaj je iskal? Srečo. Rad bi bil srečen, zadovoljen. In to je tisto, kar vsak človek išče, srečo, ne?
Ampak zdaj, ta ni našel v bogatstvu, čeprav je bil bogat, bil je dober, dobro vzgojen, ampak torej, kaj mu Jezus svetuje, kaj je treba narediti najprej? Spoštovati Božje zapovedi. Tako, živeti po zapovedi. Bog je dal 10 zapovedi, a je Jezus tukaj vseh 10 naštel? Ne. Oziroma vprašal? Ne. Katere so bile te? Ne nečistuj, ne ubijaj. Ja, ne ubijaj, ne nečistuj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, torej spoštuj očeta in mater. Gre za odnos do bližnjih, to je prva stvar. To je, če hočeš biti srečen, moraš imeti dober odnos do vseh ljudi. Najprej, ne? Zato Jezus pove, glej, tukaj so osnove. Če si ti skregan s starši, s prijatelji, če komu kradeš kaj, če lažeš, boš nemiren. Bo tukaj že ni več temelja za srečo. Ne? Zdaj, naprej pa, drugo je pa zdaj to, kaj pa postaviš na prvo mesto. In kaj Jezus tukaj pravi? Ljubi Boga. Ja. Se pravi, odpovej se materialnim dobrinam in to, da je revežen, potem pa hodi za menoj. Glede, tukaj je, se pravi, ta Jezusov odgovor je, ne se navezati na materialne dobrine, ne iskati sreče v tem svetu, ampak sreča je ne v materialnih dobrinah, ampak v duhovnih dobrinah. Duhovne dobrine pa lahko rečemo, sreča, prava sreča je v ljubezni. In Bog je ljubezen. Je v Bogu. Če daš Boga na prvo mesto, Boš srečen. Tako, potem boš srečen. No in to Jezus torej želi povedati svojim učencem in tudi drugim, tistim, ki so bili tam okrog, ko so videli, in tudi temu fantu. In ta fant, kaj je naredil? A se je odločil za ta Jezusov predlog? Ne, Ne. težko. Za njega je bilo to pretežko. A poznamo kakšnega drugega, ki pa se je odločil tako? Ja? Apostoli, Apostoli. Še kdo? svetniki, Med svetniki pa, recimo, kateri? Frančišek. Sveti Frančišek, ja. Frančišek se je odpovedal velikemu bogatstvu, ki bi ga lahko dobil, ker je bil sin koga? Trgovca. Bogatega trgovca, ja, v Asiziju. Ja, še kakšnega se spomnimo tako na hitro? Temu sveti Anton Puščavnik je bil tudi tak, ne? Tudi. In ravno Anton Puščavnik, ko je poslušal ta odlomek, je bil mlad fant, je izgubil starše in je razmišljal, kaj naj zdaj naredi, zakaj naj se odloči. In je vse prodal, nekaj pustil za svojo sestro, potem pa šel v puščavo, v samoto. In je potem dolga leta preživel v samoti in tam Boga spoznaval. In potem so ljudje začeli hoditi k njemu. Celo cesar Konstantin mu je pisal pismo. Da so se nekateri čudili, cesar ti piše. Ja, pa kaj to cesar? Meni Bog piše. To je važno. Ne? On je imel pismo od Boga, to je Sveto pismo. Ne? Sveto pismo, ja. Tako in podobno so mnogi naredili. Zdaj pa, če se vprašamo, ali je bogatstvo nekaj slabega? ni nujno. Ni, ne. Ni samo po sebi, ni slabo. Slabo je, Če smo na njega navisani. če se človek preveč na to naveže. Ja. Zato je važno, da znamo ceniti te stvari. Ker kaj je tisto, kar je res dobro in pomembno, vredno? Kaj je vredno? Tisto, kar je trajno. Ne to, ker ima zdajle vrednost, jutri pa ne več. Ne? Tukaj je inflacija pri mnogih stvareh velika. Ampak kaj je tisto prava vrednost, to pove smrt. Ne? Smrt pokaže, kaj ostane. Kaj ti ostane po smrti? Kaj ostane? Dobra dela. Tako. Kaj bomo nesli s seboj v novo življenje? Ja, dejanje ljubezni. Tako, dejanje ljubezni. Ali pa grehe, ne? To, če jih ne
odvežemo tukaj oziroma ne dobimo odpuščanja. Ne? Zato je važno, da se tega zavedamo, kaj bo tisto, kar nas bo lahko nekoč usrečilo in tako. No, zato so tudi potem apostoli so vprašali težkoce, kdo se pa lahko reši. Ne? Če recimo to bogatstvo tako težko, ozka so vrata, strma je pot in Peter je potem vprašal, kaj bomo mi dobili, mi smo pa vse zapustili. Smo zapustili čolne, hišo, avto niso, ampak družine in tako. In kaj je Jezus rekel? Pri Bogu je vse mogoče. Pri Bogu je vse mogoče in dobili boste tukaj 100-krat toliko otrok, hiš in vsega, ampak to je še vse malo. Večno življenje. V nebesih boste dobili pravo nagrado in pravo srečo. In to tudi Bog nam vsem obljublja, ne samo apostolom, ampak vsem. Se pravi, če imamo tukaj ljubezen, če znamo prav ceniti tisto, kar Bog ceni. In zato se zdaj veselimo in pomislimo tudi ob tej pesmi, ki jo bomo zapeli, nočem več ur, ki bi zame bile ne zase dnevo noči, ne samo nase misliti, ampak misliti na druge, to je ljubezen. Misliti samo nase je pa egoizem, je pa sebičnost, je pa smrt. Nočem več ur, ki bi zame bile, ne zase dnevo noči. Če pridejo želje, porečem jim ne, ker zdaj jih pa zame več ni. Žrtev sprejemal odprtih bom rok, ker hočem ljubiti vse ljudi. Novi človek sem, ki se bo daroval, Bog me je za to izbral. Novi človek sem, ki se bo daroval, Bog me je za to izbral. V nekem trenutku poklical me je, poznal ga nisem takrat. Zdaj vem, kdo še peče skrivnost mi v srce, zdaj vem, kdo usmerja mi korak. Droben preprost v meni živi, njegova luč podkaže mi v temi. Novi človek sem, ki se bo daroval, Bog me je za to izbral. Novi človek sem, ki se bo daroval, Bog me je za to izbral. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, svoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen.